Dobrodošli v podcastu Ona Plus za ženske z vizijo. V tokratni epizodi se posvečamo izjemno pomembni temi, ki se dotika vsakega izmed nas. Podedovanim družinskim travmam, vplivu družinskih vzorcev na naše odnose ter poti k zdravljenju in osvoboditvi. Statistike kažejo, da več kot 70% odraslih, ki so doživeli travme v otroštvu, poroča o negativnem vplivu teh izkušenj na njihove odrasle odnose. Družinski odnosi so naše prvo ogledalo. V njih se učimo ljubezni, pripadnosti in zaupanja, a hkrati nosimo s seboj njihove sence, ki nas oblikujejo in spremljajo skozi življenje. Kako prepoznati družinske sence in se osvoboditi njihovega vpliva, bosta ključni temi današnjega pogovora. V svoji družbi toplo pozdravljam Danico Vidmar, avtorico knjižnega prvenca in uspešnice z naslovom Deklice brez gnezda v iskanju poti do odraslih otrok, jungovsko kovčinjo in praktik art terapevtko, sicer pa imamo 2 odraslih otrok in babico. Pozdravljam tudi Sašo Lendero, priljubljeno pevko in medijsko osebnost, ki svojim glasbenim ustvarjanjem in javnim nastopanjem nagovarja ljudi tudi na čustveni ravni. Sicer pa imamo najstniške hčere in ljubiteljico življenja. Pozdravljeni obe. Pozdravljam. Hvala lepa za povabilo. Nekako vse poti vodijo v družinske odnose in v naše otroštvo. Ko nam je lepo, se morda teh odtisov niti ne zavedamo. Ko pa nas življenje preseneti, včasih tudi oklofota, začnemo pot raziskovanja. Danica, kako močno nas mora pretresti, da se zavedamo moči družinskih vzorcev? In kakšna je vaša zgodba? Malo je odvisno od človeka, kaj ga more pretresti, ampak največkrat te more res pretrest, in ko te pretrese in ko dovolj boli in ko si pripravljen iskreno odgovoriti na vprašanje, zakaj se pa meni to dogaja, in ko si pripravljen pogledati v sporočilo te bolečine, namreč bolečine niso tam zato, da bi nas bolele, ampak so tam zato, da nas popeljejo na pot nebolečine. Tako da, ko smo pripravljeni prebrati to bolečino in ko dovolj boli, potem pogledamo to bolečino, preberemo sporočilo in potem ugotovimo, da nas mogoče ne boli umazana posoda v koritu, ampak da nas boli to, da nas ne vidijo, da nas ne slišijo, in da smo samoumevni, in to je tisto, kar nas potem popelje na pot, da se postavimo zase, da se učimo in naučimo postavljati osebne meje na prijazen, empatičen način. Jaz temu rečem, da se naučimo lepo delati s sabo. Ampak res je zanimivo, ne? Tako kot je Danica rekla, da takrat, ko boli, takrat se učimo. In meni se to zdi to tako neverjetno, pa mogoče včasih bi rekla malo, ne vem, če bi uporabila besedo krivično, ampak dejstvo je, da takrat, ko smo zadovoljni, ko smo srečni, preprosto samo živimo vsak dan, ne? Ko pa pride bolečina, takrat pa, če si pripravljen se vprašati, iti vase, ne? Takrat šele sebe spoznavaš. In res srečni časi so za živeti, ne? Težki časi so pa za rast. Učiti se, ja. Ja. Bolečina je v resnici naša učiteljica, ne? In ko se je nehamo bati, ko jo sprejmemo, ne? Mnogo ljudi jo poriva stran in zato nikamor ne gredo, ker je logična reakcija, da bolečino porineš stran, da jo hočeš utišati, da jo hočeš ubiti, da jo hočeš prezreti. Ali pa zapolniti z nečim drugim, ne? S stalnim dogajanjem, recimo. Telefoni, ekrani, popivanjem, ne vem čem jo uglušiš.
Ampak vse pa izhaja iz naših primarnih odnosov. Ja, seveda, ko pridemo na svet, jaz še vedno verjamem, da pridemo z nekim poslanstvom, da z dušico, ki nam je zaupana, nekaj lepega naredimo, da jo peljemo v svetlobo. In verjamem, da prideš s tem poslanstvom v neko okolje, ki te začne učiti takoj, in takrat začneš sprejemati in razumeti življenje v odvisnosti od tega, kako ravnajo s tabo. In ravnajo pa s tabo tako, kot znajo in zmorejo. Ja, to je bistvo, ne? Kot znajo in zmorejo. Kot znajo in zmorejo, ja. Mogoče vprašanje za obe. Saša, vi se mi sploh zdite tako vedno pozitivni, ne? Vaša podoba pa ne samo mogoče prek medijskih, tako energije se začutijo. Katere obrambne mehanizme ste razvili, ki se jih mogoče zdaj zavedate, pa so izhajajo iz tistega otroštva? Absolutno potreba po, prevelika, bi rekla, pozornost na reakcije drugih, oziroma res pretirana empatija tudi. V resnici res tako globoko začutim vsako stisko, žalost, težavo. Pa se mi zdi, da potreba po ugajanju drugim. To je sicer si zelo težko priznati, ne? Ampak jaz bi rekla, no, ko smo govorili o teh družinskih skrinjah, ne, jaz vedno bolj, ful velikrat, no, ko premišljujem o svojih starših, moja mama je pokojna, imela sva čudovit odnos, moj oči, hvala Bogu, še z mano in tudi se ima strašno rada. Ampak včasih pomislim na njiju in bi jo kar vzela v naročje in stisnila, in toliko sem velikrat začutila to bolečino z njunega otroštva, nesigurnost, nepriznanje, in seveda to gre naprej, ne? En velik del te nesigurnosti sem jaz, bi rekla, ne podedovala preko genov, ampak preko družinskih vzorcev. In jaz moram reči, da so me prav težki trenutki učili se in sebe začutiti, sploh videti, kdo sem jaz. Tudi se naučiti reči ne. Ko sem prvič to naredila, jaz sem se tako tresla, jaz sem hitro tekla v drug prostor, kjer sem se zjokala, ker mi je bilo to toliko težko, ne. Ja, jaz mislim, da nas zelo zaznamujejo naši starši, pa še nazaj predniki. Je pa dejstvo tudi to, no, jaz sem nekaj časa hodila na predavanja Zorana Milivojevića, transakcijsko analizo, in on je rekel, da velikrat se zgodi pa tudi to, ne, ker včasih se pa starši vseeno sprašujejo, so ful ljubeči, res imajo radi svojega otroka, potem pa tam gre nekaj narobe in se sprašujejo, kaj sem naredil narobe, ne. Včasih res so ti vzorci pravzaprav nevidni, ampak se jih čuti. Včasih si pa otrok tudi narobe interpretira neko stvar, oziroma si jo interpretira po svoje, ne. Oboje, sigurno. Mogoče Danica, ja, še vaši. Moji vzorci so pravzaprav glavni je bil ta, da sem se držala v ozadju, da sem postajala nevidna. Zame je bila nevidnost nekaj, kar me je varovalo pred tem, da bi me kdo kritiziral in da ne bi bila sprejeta. Ravno nasprotno kot vi, ne, nevidnost, umik, potem v službi mogoče kasneje perfekcionizem. Perfekcionizem zganjajo zelo ranjeni ljudje, taki, ki težko postavljajo meje ali jih sploh ne znajo. Jaz še danes zatrpetam ob besedi ne nočem.
hočem še nekako rečem, ampak nočem, pa ne. Zmeri, zdaj se učim reči ne, pa nočem, ampak dolga leta sem ga zapakirala v ne morem. Ne morem je nemoč, nočem je meja. Pozicija moči, in to postaviti in to povedati ljubežnivo, tega se učim, te osebne govorice, biti avtentična. Ko nekaj začutim, da ne butnem ven, ampak da rečem, kaj je zdaj tisto, ali je umazana posoda, ali je spregledanost, ne? Ampak moj način je bil umik, perfekcionizem, pa delo. V resnici se ti to potem zgodi, da odklopiš čustva. In ta prvi korak, da lahko se učiš delati lepo sam s sabo, je to, da si dovoliš čutiti. To čutenje je pa tako, da ne moreš reči, zdaj bom pa jaz priklopil samo polovičko, samo tiste fine stvari, ampak ko se odločiš to priklopiti svoja čustva in čutenje, se sproži cela paleta in potem se ukvarjaš s tisto paleto, ki boli. In iz družinskih skrinj jaz rečem, da vedno dobimo kaj iz družinskih skrinj. Te ljubeče skrinje, ljubeče družine, kjer otrok vseeno nekaj dobi, pa starši ne razumejo, kaj je eno interpretacija naša nečesa. Jaz pa pravim, da dobimo iz družinske skrinje, da je to kot tombola, ne? Zaradi tega, ker greš nazaj. In Bog ve, iz katere generacije nazaj smo nekaj dobili za razrešitev. In ko razrešimo je... Ja, pravijo tudi, da se res po več generacij čistijo stvari, torej, da pač ne moremo pričakovati, da se bo iz ene na drugo generacijo preneslo. In z vsemi temi občutki, vrednotami, vzorci iz družinskih skrinj vstopimo v odnos, in prinesemo mi nekaj, partner nekaj. Vama se je obema zgodila ločitev. Če sem prav razumela, tudi celo približno v istem obdobju, nekako podobno. Vsak pri sebi takrat najbrž res razčiščuje ali pa se sprašuje o tem, zakaj je do tega prišlo. In Saša, bi vi lahko rekli, ste mogoče začeli tudi takrat razmišljati o tem, o družinski skrinji, mogoče, če vas je kaj od tega... Jaz sem že prej veliko razmišljala o tem, samo zanimivo je, kako te bolečina malo, ko bi ti tirnice preusmeril, začneš razmišljati malo tudi v drugo smer, ne? Ja, me je zelo prisililo. Jaz sem si res zelo želela razumeti, zakaj je pač zveza, ki je meni toliko veliko pomenila in za katero sem bila prepričana, da je življenjska, zakaj je razpadla. Mene je to v resnici popolnoma presenetili in šokirali, mi odrezali noge, ne. In potem pa sem seveda, najprej je seveda prišlo ven, kaj je pač Miha naredil, kako je to mogel. Potem sem se začela spraševati v naslednji fazi, zakaj je imel potrebo takšno, ne. Kaj je pa ob meni doživljal, recimo, da so se verjetno sprožile ali pa odprle njegove skrinje, ne? In zdaj, kar sem ugotovila, je sigurno to, da bil je še en vzorec, mislim, da podedovan po moji, oziroma ne mislim, vem, podedovan po moji mami, jaz lahko vse sama. Jaz lahko vse zmorem. Ta potreba ker sem pač bila nesigurna, ne, se mi je zdelo toliko pomembno biti močna. In izkazovati to svojo moč na ta način, da sem se vsega sama lotila. Tudi stvari, ki bi recimo Mihu
če bi jih njemu prepustila, dale občutek, da je skrben, da ima tudi da ima on neke stvari pod nadzorom, da on mora poskrbeti za neke stvari in bi se verjetno počutil bolj vključenega, močnega in bolj moškega, bolj v moški energiji. Ja, tale vse sam je pravzaprav druga stran, druga plat perfekcionizma. In ljudje, ki težko prosijo za pomoč, so v resnici tisti, ki jo najbolj potrebujejo. Absolutno. In je to ena taka kontradiktornost, ki jo je treba se prav zavestno učiti. Ti nekdo reče, a lahko jaz? Pa ti rečeš, ne, se bom že sama, se zmorem, hvala, a ti lahko priprimem? Ne, hvala, bom že sama. Ne? In ta bom že sama je v resnici nakazuje, da smo tekom življenja razvile ta svoj moški princip delovanja. Zaradi tega, ker nosimo tudi kolektivno žensko sliko in v preteklosti je bila ženska tista, ki je bila formalno in tudi neformalno drugorazreden državljan. In zdaj, ker smo dobile priliko izobrazbe, postaviti se v svet, tukaj v tem prostoru jo imamo, marsikje je nimajo še, pa govorimo o tem prostoru. To so te družbene skrinje, ki nas oblikujejo. Nas oblikuje to, da smo vsi hodili lahko v šolo, da je bila univerza brezplačna, da smo se lahko postavili na noge, ker babica moja s 15 otroki brez prihodkov ob možu, ki je bil zelo dostikrat pod vplivom alkohola, tako kot je bilo, sploh ni bilo nič tako groznega včasih, je imela zavezane roke in noge, Torej, danes se lahko osvobajamo, ampak v naši skrinji je pa ostaja ženska nemoč in zapostavljenost in smo se nezavedno proti njej postavili na ta način, da govorimo, bom sama, bom jaz, bom... In strah, jaz recimo sem bolj prepoznala strah tudi pod tem. Strah, da ne bi imela kontrole nad svojim življenjem. In jaz recimo sebe nisem nikoli doživljala kot nekoga, ki kontrolira stvari. Ravno obratno, zdelo se mi je, da sem strašno prilagodljiva, res razumevajoča, sprejemajoča do vsega, ampak potem sem ugotovila, da ta moj način je ena oblika kontrole. Stvari sem morala imeti pod kontrolo in sem s tem svojemu partnerju tedanjemu jemala en velik del, ki ga je on tudi potreboval v zvezi. Zdaj seveda lahko govorimo tudi o njegovi nezrelosti, pa o njegovih v bistvu vzorcih. Ampak jaz mislim, da je zelo bistveno, da se ljudje predvsem ukvarjamo s svojimi. Absolutno. Vedno lahko spremeniš samo sebe, nikogar drugega. Okoliščin sicer vedno ne moramo izbrati, ampak vedno pa lahko izberemo reakcijo. Na te okoliščine. In jaz partnersko zvezo v resnici vidim kot eno srečanje dveh bolečinskih teles. Eckhart Tolle razlaga o tem, ki sta se našla zato, da to pogledata. In včasih se nam zgodi, da nismo dovolj opremljeni za to, da bi v to pogledali. Jaz se šele zdaj, pri skoraj 70 čutim dovolj opremljena, da v sedanji partnerski zvezi lahko mirno rečem, to me je bolelo, kaj pa je to, kar me je bolelo, in znam tudi komunicirati in reči soprogu, tole me je pa bolelo
In bolelo me je to, a ne? Brez drame. Ja, Jaz sem brez zdaj drame. izgubila vso rdečo nit, zaradi tega, ker je Danica omenila svoja leta in sem v šoku. Mislim, da obe Danica, res ste imata, lepa. No, ja, res. ja. Ja. Ampak mogoče spet lahko povzememo, da obe izžarevata neko posebno lepoto, notranjo lepoto, ne? In da to se čuti. In glede na to, da vsem se pa zgodijo neke življenjske preizkušnje, ne? Pa rečemo, pa toliko vem o sebi, toliko spoznanj že nosim. Ampak vseeno nas učijo te naše bolečine ali pa drugačne preizkušnje. Tanica, vi pravite, da že v bistvu se družina začne z izborom partnerja, slika iz otroštva o tem, kakšen je bil naš oče? Ja, to je taka klasična, kakšen je bil naš oče. V resnici nas oblikuje vse. Začne se seveda pri družini. Najbolj nas oblikuje ne oče, ampak partnerski odnos med mamo in očetom. Ker to je slika, ki jo otrok prva leta ne razume, kaj se dogaja med njima, ampak čuti. Otrok čuti, otrok vedno sodeluje, otrok poskuša reševati te energije med staršema in se zaplete v zgodbo, ki ni njegova, ki je pretežka zanj. In ko bi ljudje vedeli, kako poškodujejo otroke s svojim prepirom in v ločitvenih vojnah, bi se vsi nehali prepirati in bi rekli, lej, nisva za skup, zmotila sva se in bi šla kot starša narazen, ne? Ker otroci ločitve, lepe ločitve, predelajo, tudi če so majhni v parih letih, medtem ko ločitvene vojne jih pa zaznamujejo za celo življenje. Jaz mislim, da pri otroku spor, sploh agresivni spor med starši, ne mislim zdaj fizično agresivni, ampak da povzroča tako močen strah in nesigurnost, da ga res ugradijo vase, ne. In jaz se spomnim prepirov med mami in očetom in meni se je zdelo to grozno. Jaz sem imela občutek, da se vse ruši, vsa moja varnost, vsi moji zidovi, ne. In zato se mi je zdelo toliko pomembno potem, ko sva z Miho šla narazen, kljub temu, da sem bila res prizadeta in jezna in užaljena in šokirana in se počutila zavrženo in prevarano in cel spekter takih čustev, ki bi jih najlažje v bistvu izrazil prav s fizičnim obračunom. Jaz se prav spomnim, kako jaz bi ga stepla, jaz bi ga razcefrala, ne? Ampak ker sem se spomnila tega svojega občutja, kadar sta se starša skregala, je bila res Arija tukaj presodna za to, kako sva z Miho nekako rešila. No? Ja. Je bil zrel odnos vseeno, ne? Kljub temu, da sta zmogla na zrel način nekako poseči. Jaz mislim, da sem šla čez mnoga prejšnja svoja načela, prepričanja in tako naprej. In čez svoj, recimo, bi temu rekla, ponos. Miha je pa tudi zelo se lepo odzval na mene v tem trenutku. Tako da danes moram reči, da jaz sem izjemno hvaležna za to, da sva lahko ostala del življenja drugega, predvsem pa Arijo ponesla naprej takole, ne da bi nama padala iz rok, zato ker bi se midva pač tepla. In potem se je treba ukvarjati tudi s tem, ne? Torej, če nekako jim damo dobro popotnico, je lažje, ne? Če pa ne, pa potem nekako... Imamo pa potem delo, otroci pa sploh. Čeprav nekako meni se zdi, pač v partnerstvu, jaz tudi v bistvu otrokom, pač povem, seveda pride do prepira.
ampak hvala Bogu ne pogosto, pa bom rekla zelo primeren način, včasih tudi ni primeren, moramo se tega zavedati, odnosi niso popolni. In se mi zdi pomembno, tudi otroci to vedo. Tudi odrasli nismo popolni. Ne? Pa povedati otrokom, ne? A sem prekinila. To otroci čutijo in vedo dosti več, kot mi mislimo. Otroci vedo vse in otroci sodelujejo. In moj učitelj in prijatelj Jesper Jul je rekel vedno, ko pride družina in reče, pri nas se ne kregamo, vem, da je kopica problemov, ampak treba se je znati kregati, treba se je naučiti kregati. In takrat, in če smo zrasli v okolju, kjer je bil ne, pa nočem, nekaj, kar je bilo tako strogo prepovedano, potem se nismo naučili kregati, potem smo se naučili dol požreti, potem smo se naučili delati ne kompromise, ampak smo se kompromitirali, je velika razlika med kompromisom. In potem smo reagirali tako, da smo izgledali samozavestni, ampak samozavest pa samopodoba sta tudi dva različna pojma. In je težko, ne? Prej ste omenila eno pomembno besedo, varnost. Varnost je temeljna potreba človeka, jih imamo več, varnost, ljubezen, samouresničitev, spoštovanje, socialna pripadnost. Človeški dojenček ne more preživeti sam. In za njega je varnost ključna. In ko zaradi prepira, ki ga ne razume, ali pa je tak, da ne ve kam, da čuti, da ga ogroža, ne? Da ogroža njegovo temeljno potrebo, tisto pa vzame nase in potem se počuti krivda. In s krivdo je pa grozen težko živeti. In krivda in dejansko življenjska ogroženost. Otrok to doživi kot življenjsko ogroženost. Drugače pa, ko smo govorili o prepirih, ne, se mi zdi zelo pomembno, nekje sem prebrala, da ko se v partnerstvu pripiraš, ne, da takrat ne smeš nikoli tega vzeti in nastopati stališča jaz proti tebi, ne, ampak mora biti vedno ti in jaz proti problemu. To se pravi, midva sva na isti strani, tamle imava problem, ki ga želiva rešiti, nisva si midva nasprotnika. Ne? Tako. In včasih se mi zdi modro tudi, da ko ugotoviš, da nisi na isti valovni dolžini, ker pogosto nisi, saj moj način je takšen, da se odmakniš in počakaš, ne? Ker škoda je. Mogoče, Danica, ravno to ste tudi vi izrekli, da družina ni bojno polje, ne? Je skupek, kjer se pletejo odnosi. Mogoče se navežem na to, da tudi včasih na to energijo, ko vi pravite, ko pride kakšna družina, ne? Ki naj se ne bi kregala, ampak ko so vse elektri, torej, ko včasih tihe maše prizadenejo veliko bolj kot neki konstruktivni prepiri. Ja, seveda, ker takrat ponotranjiš in takrat si zares gradiš občutek, da si neviden. Ko ne moreš govoriti, ko ne smeš govoriti, ko ni dovoljeno, ko ni prostora za tisto, kar čutiš, in da bi preživel, začneš ugašati gumbke. In če je to predolgo, se znajdeš v življenju pri, ne vem, 40-ih, 50-ih, ko rečeš, si sem cel register gumbov že odklopil, se ni več kaj odklopiti. In ko ni več kaj odklopiti, pa rečeš, ja, kaj zdaj s tem? Kaj ne zdaj? Oditi ne moreš kar, ko si star 50 let, ne, ali pa ne vem koliko. In potem rečeš, ok, bom pa bržgala, ne? In potem jih začneš prižigati nazaj in se prižiga, ne? Se iskri tudi drugod. Ja, tako da ampak res, ti gumbki, ne, ko so prižgani, ne, grejo v obe smeri, to je bistvo, ne, da človek ve, da taki kot so nižine, take so pač višine, ne. Nekateri ljudje se mi zdi, da se res odločijo za to nekako
brezčutno otopelost, ugasnjeni, polugasnjeni. In res je, ne boli jih toliko, ne? Ampak To je tudi razlog, zakaj dostikrat naši starši ali pa stari starši ne zmorejo. ja. Ne zmorejo zaradi tega, ker jesen življenja in leta prinesajo še druge stvari iz bilance življenja, bolezen, izgubo, soočanje s staranjem, ni najbolj enostavno. In je treba dovoliti, ne? In, Da ne in zmorejo. da bi se potem obremenjevali še z prižiganjem vsega registra gumbov, jaz moram reči, da jih v resnici razumem. Ker če nisi opremljen za to, približen, da nimaš neke podpore, nekega zavedanja, da nisi tega gradil, je tako približen, ko bi šel poletni majčki na Himalajo, ne? Boš zmrznil, ti ne bo šlo, mislim, si neopremljen. Ja. Zato bodi v dolini in Ja. jo glej in reči, bom pa v naslednjem življenju. Točno tako. Ampak, ko človek to razume, res neha obsojati. No? Ravno to, ja. Mogoče se mi zdi, da smo generacija, ki se veliko ukvarjamo s tem. Kakšni so naši družinski vzorci, kakšni smo sami, ne? In seveda nas to upelje tudi do razreševanja nekih čustvenih bremen, ki jih imamo. Kako se zdi pomembno ravno to odpuščanje in razumevanje svojih staršev na poti, Saša? Jaz mislim, da je izredno pomembno, zaradi tega, ker tako, ko se mi zdi ljubezen ena taka univerzalna, tako tudi odpuščanje, ne? Ker odpuščanje, jaz dejansko razumem, odpuščanje je zame, ne za ono drugo osebo, ne? Odpuščanje pomeni, da jaz sprejmem stvari take, kot so, in jih ne obsojam več in ne poskušam na vsak način, da bi bile drugačne, čeprav je že 10 let ali pa 100 let minilo od takrat, ko bi kdo lahko sploh vplival na ta razplet. In v tistem trenutku, ne, ko odpustiš, to ne pomeni, da se ti strinjaš z nekaterimi stvarmi, ampak da ti od tukaj spustiš in si to naredil zase, no? Ti lahko greš naprej. Ja, zamera je vedno breme tistega, ki jo nosi. Ja. In od nikogar drugega. In jaz bi mogoče tukaj dodala, da ima beseda odpustiti mogoče en kanček konotacije, ki pravzaprav pomeni strinjanje, a ne? In sem zelo vesela, da ste rekla, to ne pomeni, da se strinjaš s tistim. Zato jaz ne govorim o odpuščanju, ker ima to krščansko konotacijo, ampak govorim o spuščanju. Ja. Govorim o spuščanju in da ko to spustiš, ko prevzameš odgovornost zase in za svoje občutje, je razumevanje, kako so tebe oblikovali starši in kako so bili oblikovani oni, je pomembno zato, da se lažje učiš in naučiš lepo delati s sabo in na to z vsemi ostalimi okrog tebe. Ker vsi odnosi naše okolice se začnejo tukaj, pri nas. Angleži imajo lep izraz, ne? To let go, ne? Ja. Nekako res spustimo. Ja. Pomembno je odpuščanje in spuščanje. Ne? Spuščanje, ja. Kaj pa mogoče, kako ravnati, če bližnji niso pripravljeni na pogovor? Omenili smo to spuščanje, odpuščanje, ampak včasih vseeno je kakšne stvari dobro. Saj seznaniti drugo stran s tem, kako se počutimo, ne? Ja, jaz bi tukaj ločila, jaz bi vseeno tlele ločila starše in stare starše in pa partnerja. Ja. Jaz bi tukaj ločila zato, ker starši ali stari starši jim dajem popust, jim dajem pravico, da
da imajo dovolj dela s svojim staranjem in svojimi leti in da tista spoznanja, do katerih so prišli, ker vsi vidimo vzorce, vsi čutimo vzorce, ali kaj ukrenemo, ali nič ukrenemo, je pa druga, ne? In če starši nič ne ukrenejo, to nič nas ne odvezuje naše odgovornosti do nas samih in do naših otrok in do naših partnerjev, do ljudi, ki jih srečujemo v trgovini, na cesti, kjerkoli, do narave, do okolja, do planeta, do vseh, ne? Pri partnerju je pa drugače, ne? Tam bi pa jaz rekla, je pa treba povedati in se učiti povedati. In verjamem, da do marsikatere ločitve ne bi prišlo, če bi bili ljudje pripravljeni poiskati podporo in pomoč. Tle se mi pa zdi, da imajo pa moški večjo zavoro kot pa ženske. Ravno to sem hotela reči. Ja, točno to sem hotela reči. Zaradi tega, ker praktično z večino moških, ki govorim, redke so izjeme, ki me res pozitivno presenetijo, ampak večina moških na pobudo recimo svojih partnerk, ki predlagajo, dajva poskusiti poiskati pomoč, je dejansko reakcija, saj nisem zmešan. Ne? Dejansko to moški doživijo velikrat kot skrajno kritiko in izraz tega, da so nesposobni. Ja, tukaj se pa odpira, prej smo rekli, ženska skrinja, nemoč, podrejenost, odvisnost. Tukaj se pa odpira pa moška skrinja, tista kolektivna skrinja. Če gledamo milijone teh filmov in vojn in vsega tega in boj mož na moža in včasih so bili moški tisti, ki so morali preživeti številne družine in Bog ve, kaj so doživljali tam na tistem prodajanju svojega svojih dlani, a ne? Torej, oni so bili pa v bistvu zares prisiljeni z družbenimi normami, da so se odklapljali. In priklapljati te skrinje, te gumbe, odpirati te skrinje, v katerih so tudi ti boji mož na moža. In so to v bistvu težke zgodbe, a ne? In jaz sem zelo vesela, ko gledam veliko današnjih moških, ki to že zmore. Carl Gustav Jung bi rekel, da negujejo in izražajo svojo animo, to je ta ženski del sebe, a ne. Zaradi tega, ker ni enakopravne ženske brez enakopravnega moškega in ni enakopravnega moškega brez enakopravne in enakovredne ženske. Tako da mislim, da je naša naloga v tem prostoru, da to oboji negujemo. Oboji, govorim oboji. Meni se zdi tudi pomembno, da razumemo, da biti ranljiv ni šibkost, ampak je pogum, ne? Ker najtežje je biti ranljiv. To pomeni, da sebe izpostaviš in zato je potrebno ogromno poguma. In pravzaprav je za ljubezen potrebno ogromno poguma. Ja. Mogoče zdaj spet ena od osnovnih potreb varnost, ki smo jo že večkrat omenjali. Bila sem na eni delavnici in v bistvu, ko smo se šle praktično vajo, da se druga na drugo naslonimo, ne? Koliko je ženskam to veliko pomenilo. Da se dostikrat v življenju ne moremo, mi imamo občutek, da se ne moremo na nikogar naslonjati, ne? In potem v enem pogovoru je en moški rekel, veste, mi si tudi želimo te varnosti, ne? Mi si tudi želimo večkrat, da bi se lahko na koga uprli. In da se poslušamo, ne? In da v bistvu smo odprti do tega, tudi drugačnosti, kako moški funkcionirajo, kako razmišljajo, kakšno izrazoslovje uporabljajo. In na koncu, kadar pride do čustev, se velikokrat potegnejo nazaj, ne? Ker imajo neke svoje zavoje. To skrinjo imajo, ne? To se ranljivost, ki ste jo omenila. Moška ranljivost je v boju pomenila smrt. Ja.
pa jeziki, ne, zdaj sem prišla nazaj na to, v partnerstvu, ne, pač pridemo vsak iz svojega sveta in jeziki komunikacije so tako zelo različni. Res je. Jaz sem bila vedno prepričana, da strašno jasno komuniciram, da strašno odprto komuniciram. Ampak mi to ni v moji situaciji popolnoma nič pomagalo in imela sem dejansko občutek, da na drugi strani sedi oseba, do katere pride en popolnoma nepoznan jezik, ki se ga ne dotakne nič. Ne, da ne bi hotel, ampak jaz tega jezika, ki bi prišel v tistem hipu do njega, jaz ga nisem poznala. Ja, res je. Mislim, če že pogledamo take banalne stvari, kot je recimo jezik barve. V enih kulturah je bela barva smrti, v drugih je pa barva ljubezni oziroma porok in tega. In ko ravno komuniciramo, zaradi tega, ker pridemo skupaj z nekimi vtisi, ki se navezujejo na čist nekaj drugega, pa vsakem od nas. Tako da učiti se najprej poslušati sebe in potem se to naučiti povedati jasno. Učiti se ne to povedati, ne svoje pričakovanja do drugega, ampak kot je rekel Jesper, ne govoriti, kaj ne bi drugi storili. Povejte, kaj hočete. Ja, res je, zelo enostavno, čeprav. Jaz bi čisto konkretno, recimo, tako, da bojo, recimo, tisti, ki nas gledajo, mogoče si znali lažje predstavljati, ne. Nekdo, ki prihaja iz družine, kjer so se težave poskušale spregledati ali pa pomesti pod preprogo, pa počakati, da bo že nekaj čez padal, pa bo malo listja padal, pa bo spet bolj mehko, ne. Ta nekdo reagira ponavadi v težavah oziroma v konfliktu z odmikom in s tišino, ne. Potem je pa nekdo drug, ki pa ima recimo potrebo potem, da se vse stvari razrešijo zdajle, takoj, da se dobesedno analizirajo v atome in ko ta dva človeka prideta skupaj, kaj se zgodi? Ta iz prve družine, ne, ki bi rad se umaknil, doživi ta način kot hud napad. Medtem ko ta na tej strani doživi ta umik in molk kot da ga drugi, tako kot da je nezainteresiran, kot da ga spregleda, kot da ga prezira. In to je v bistvu v obeh se porodijo grozni občutki, ne? Ampak noben od teh dveh ljudi ne zmore drugače. In zato je tlele pomoč, a ne? Pomoč nekoga, ki bi rekel, dejta se zmeniti, da ti, ker rabaš to vendati, vzameš list papirja pa napišeš, ti, ki pa rabaš, pa mogoče tist čas, ki ga rabaš zase, za 3 sekunde skrajšaj, a ne? In se zmenta, kole bova, ka nama ne bo prav, bova tako in potem prideva skupaj. Ampak to lahko in veliko lažje naredi tretja oseba. Prevajalec. Tako, ki razume vzorce, razume delovanje teh vzorcev, s katerimi smo, in v resnici smo v te odnose stopili zato, da se tega naučimo. Pa niso samo partnerski, zato službeni se učimo. Meni so bili moji otroci največji učitelji. Ker sem bila mama, ki jim je dala v resnici vse, razen sebe, ker mene ni bilo nikjer. In če živiš na avtopilotu, otrokom ne daš nič. Ampak kljub temu se meni zdi pomembno, da otroci zmorejo več, kot se mi mislimo, ne? In znajo
tudi iz vseh odnosov, ki jih imajo sicer v življenju, marsikaj potegniti. Mogoče, če da za primerjavo nekdo, ki res ni bil dobro opremljen v svoji primarni družini, je lahko sposoben velikih spoznanj o sebi. Ne? Tako da, tako, včasih se gremo v odnose celo življenje, pa je tako enostavno slišati, pa nekako ne znamo se potegniti ali pa videti, čutiti, slišati druge strani. Saša, kaj bi vi priporočali ženskam, ki si mogoče znajdejo v kakšni težki situaciji ali pa mogoče tudi v fazi ločitve? Kaj se vam zdi pomembno izpostaviti? Mene je grozen bolel in zelo dolg časa me je bolel, tako da ne vem, če sem jaz ravno pravi naslov za to, da bi dala kakšen pameten nasvet glede tega. Mogoče pa kljub vsemu, zaradi tega, ker se je vse tako lepo potem na koncu razpletlo in rešilo. Absolutno je treba sam s sabo začeti, no, kakor boli. Ja, seveda je, pač meni se zdi včasih, ko nekdo reče tako na splošno, ja, vedno sta dve strani, vedno sta oba enaka kriva. Ne, v to jaz ne verjamem, ne. Lahko je nekdo v neki situaciji pač precej prevaga njegova krivda, ampak treba je vedeti, da to na koncu ni pomembno. Zdaj zatečeno stanje je tako, kot je. In vse, kar jaz lahko naredim, je to, da poskušam preko te bolečine, zdaj, tako kot je Danica rekla, ne se bati bolečine, preko te bolečine v bistvu sebe spoznati, postati boljša oseba. Mene je recimo nekako vseeno vlekel ven to, ravno mogoče tista moja hiba biti močna, a ne. Jaz sem si rekla, jaz bom vse preživela. Pač itak preživim. Ja, itak preživimo. V vsakem primeru, ampak ta stavek, jaz lahko vse preživim. Je me res pač reševal, ker mi je bilo hudo. Predvsem pa v bistvu ljudje, ki jih imam res rada, so me absolutno držali v tem, da pač to moram preživeti, ker ne morem pač kar oditi na drugo stran, pa reči, da dijo temu življenju. Pa v resnici, tako kot je Danica rekla, jaz tudi verjamem v dušo, v to, da je ta duša prišla na ta svet z enim namenom, da nekaj razreši, da se nečesa nauči, in dala mi je recimo, ne vem, tudi v odnosu mojemu partnerskemu 20 let, lepih let, ne? In jaz moram biti za to hvaležna in res sem hvaležna. In potem, če pride zdaj trenutek, ko reče duša, ok, zdaj si pa zadost počivala, malo si se že polenila, ajde gremo zdaj spet malo v šolo, moram pač to sprejeti. Ja, jaz bi pa ženskam svetovala, zdaj se mi dostikrat zgodi, da dobim nekoga, ki se ločuje, ženske v glavnem, in se mi zdi, da je tako pomembno, da imaš takrat nekoga ob sebi, ki ti pomaga pogledati obe strani, ker takrat, Saša, smo tako jezni kot tigri. Ja. Tako da, kot ste lepo rekla, bi ga kar zmlel, a ne? Ampak v resnici je pomembno, da takrat rasteš na prav način, brez da sekaš po sebi in po drugem in Bog ne daj po otrokih vmes. Tako da jaz bi rekla, da je super, da si vzamemo kakšno pomoč, pa če ne gre drugače, kakšen video, ki je tudi zastonj, če si že ravno nekega terapeuta ali coacha ne moremo ali pa ne želimo privoščiti. Jaz moram reči, da s tem artom, kaj delamo, tam se ogromno stvari da presežiti, brez da bi jih metal v nasprotno stran, a ne. Predvsem se pa res odločiti, učiti lepo delati s seboj. Jaz nikoli ne rečem, rad se imeti, ker jaz tega nikoli nisem razumela. Lepo delati s seboj se mi pa zdi, da tako veliko več pove. Ja, res je.
Pa moj prejšnji izraz je že malo izrabljen. Tako, pač Zelo navajeni. Zelo rabljen, Ja, to sem hotela reči. Ja. Kaj pomeni rad med sebe, da letim v trgovino? Večino za sebičnost je zdaj v novodobnem svetu. Ampak lepo delati s sabo je tisti izraz, ki ga jaz porabljam, ko učim svoje. Mi je všeč. Za konec ena lepa misel. Upanje na novo ljubezen je kot pomlad po dolgi zimi. Nežno nas opomni, da so srce, sanje in toplina vedno pripravljeni znova zacveteti. Vidve čuti ta razcvet po vseh premaganih izzivih, kaj vaju izpopolnjuje? Jaz bom postali. Hvala. Meni se zdi, da kad človek neha verjeti v ljubezen, takrat je pa res v bistvu tisti žalosten trenutek, no, ko se vprašaš, kakšen smisel ima življenje. Tako da jaz absolutno verjamem še naprej v ljubezen in tudi v tisto ljubezen, ko se lahko nekomu popolnoma predaš in si 100% v njej, ker jaz tega predajanja ne razumem, da sebe dam, da je mene takrat kaj manj. Samo da dovolim nekomu, da pride čist do mene. Ne? In ja, absolutno sem pripravljena to znova narediti. Pač zdaj ta izkušnja me je sigurno zaznamovala, ni me pa determinirala. No? Zaklenila. Tako, zaklenila. Kakšni lepi izraz. Ja. Ni zaklenila. Ne? Jaz sem bila v samskem življenju 15 let in v resnici nisem več niti pričakovala, niti vabila ljubezni, ampak se je zgodila pred kakšnim dobrim letom. Srečala sva se pod Maurico na Zanzibarju, na obali. Sašo na Zanzibar, bo potrebno iti. Ob 6 zjutraj. In jaz moram reči, da res je, ko stopiš v intimen odnos, se odpirajo tiste rane in tiste skrinje, tisti deli skrinje, ki so bili zaprti in ki se lahko odprejo samo v res intimni bližini. Ampak če si dovolj opremljen, in jaz se zdaj pač čutim dovolj opremljeno, da ne bežim več, sem pa ene pol leta bežala ven, sem rekla, ne, jaz se tega ne grem, to ni zame. Biti sam je razmeroma enostavno. Sigurno. Mislim pa, da lahko iskreno rečem, da meni nikoli v življenju še ni bilo tako lepo, kot mi je zdaj. In se počutim celo, tako res ne obupati, ne se zaklenti pred ljubeznijo. Ne se zaklenti. Lepo. No, jaz tudi verjamem v to, da zrela ljubezen je popolnoma drugačna kot nek ta zaljubljenostni moment, ki te pripelje skupaj dejansko na podlagi enega idealnega spoja travm iz otroštva. Ne? In verjamem, da ko pa doživi človek to že nekako stik sam s sabo, da takrat pa lahko dejansko najde dušo, ki ima stik z njim. Šele ko si sabo, ko imaš stik s sabo, šele ko si pustiš dihati, živeti in čutiti, lahko čutiš nekoga drugega. Ne? Tako da vse se začne pri nas samih, tako da jaz sem vesela, da sem imela dovolj možnosti in poguma, da sem čistila te svoje vzorce in travme. Razumem pa, da ljudje nimajo ne možnosti, ne poguma to narediti, ampak kdor pa lahko,
Je pa se zaklent pred ljubeznijo. Meni se zdi tako lepo, Ja. da ste to na koncu povedali, to svojo zgodbo, zato ker toliko veliko ljudi, jaz res toliko veliko ljudi srečujem, ki rečejo, zdaj pa že prepozen, pa so ljudje stari, ne vem, 40 let, pa se jim razruši odnos in so prepričani, da je konc tega. So bolečine še vedno večje, kot je tako, pa da sploh ni več možnosti. Kaj strahovi, pa udobje ne nazadnje. Ja. Udobje je udobno biti sam, ne? Je. Udobno biti sam, ne? Mogoče bi res lahko še razpravljali o res pomembni temi, ampak mislim, da smo saj ljudem dali možnost, da se odločijo, da vidijo, da je vredno, ne? Ja. Malo pobrskati po svojih družinskih skrinjah, po sebi. In je na koncu vedno smiselno verjeti v ljubezen. Tako da hvala vama za tale čudovit, srčen pogovor. Hvala tudi vam. Družinski odnosi so kot korenine, zapletene, polne vozlov in zgodb preteklosti, a kljub temu odločilne za našo rast. Ne skrivajmo se v svojih sencah, dovolimo si čutiti svoje ranjene dele in se odprimo za nova spoznanja. Ta pot ni lahka, je pa skrajno pomembna ne le za nas, temveč tudi za prihodnje generacije. In ravno zato jo je vredno prehoditi. Hvala in se vidimo zopet čez 14 dni. Kakšen lep zaključek, ne? Ja, res.